Z nami pa je zdaj Primož Bučan z Ministrstva za notranje zadeve iz sektorja za zbiranje in orožje. Dobrodošli, pozdravljeni. Gospod Bučan, kdo torej lahko zaprosi za varnostno orožje in kdo se to preverja, kako, da orožje vendarle ne pristane v napačnih rokah? Ja, za varnostno orožje lahko zaprosi posameznik, ki je pač toliko ogrožen, da meni, da je ognjenostrelno orožje pravzaprav edini predmet, ki mu bo pomagal varovati svoje življenje oziroma njegovo življenje in življenje njegovih najbližjih. Postopek se vodi pred upravno enoto, tako da je kar zahteven, tako kot je že gospod Knez povedal, dejansko je treba izpolnjevati nekih osnovnih 6 pogojev. Konkretno recimo? Se pravi, polnoletnost, ne sme biti podanih zadržkov javnega reda, zanesljiva mora biti ta oseba, opraviti mora zdravniški pregled, tudi psihološki test je tukaj vključen, imeti mora seveda upravičen razlog, to v tem primeru tukaj je varnost, in upravljen izpit iz varnega rokovanja z orožjem, ki prav tako ni lahek, namreč ta izpit prvič ne naredi kar 40% oseb. In v tem primeru lahko orožje pripravljeno za uporabo vedno nosijo s seboj, tudi ko gredo na sprehod v trgovino, denimo? Ja, v bistvu lahko nosijo orožje povsod, kjer to ni izrecno prepovedano. Zdaj, samim zakonom je prepovedano to zakonom o javnih zbiranjih in sicer oni ne smejo pravzaprav s tem orožjem iti na nobeno zbiranje, nobeno veselico, noben shod in tako naprej. Se pravi, se morajo pravzaprav odreči delu svojega življenja ali pa to orožje takrat doma pustiti. Kaj pa, ko nekdo prvič dobi dovoljenje za varnostno orožje, se ga potem še preverja, mora na dodatne teste, usposabljanje ali ga dobi doživljenjsko, do konca življenja? Ne, dobi ga pravzaprav doživljenjsko, se pa preverja sicer vmes vsakih 5 let zanesljivost, zadržki javnega reda, tako kot tudi za druge lastnike orožja, za športne strelce, za lovce. Hkrati je seveda tudi osebni zdravnik dolžan pravzaprav obvestiti upravno enoto, če nastopijo take okoliščine, da oseba ni več zdravstveno sposobna za posest in nošnjo orožja. Tako da neko preverjanje seveda je. Gospod Bučan, hvala lepa za pogovor in obisk v studiu. Tudi vam hvala lepa. Lahko noč.